Advent je čas, ko se posebej časti Marijo. Posebej molimo rožni venec. To je čas, ko so obhajali zornice, ko so častili Mater Božjo. In Marija se danes skoraj na vsakem koraku prikazuje in vedno ponavlja eno in isto. Molite rožni venec. In z letošnjo adventno akcijo, Del Jezusa, ji želimo pomagati. Rad bi, da danes premislimo, zakaj vsak dan molite rožni venec. Naj vam povem samo ene par čudežev, ki se je zgodilo okrog rožnega venca. Naprimer, bitka pri Lepantu na morju. Osmansko kraljestvo do takrat 180 let ni izgubilo ene bitke proti kristjanom. In kaj se je zgodilo? Imeli so še enkrat več ladij, 400 ladij, kristjani pa samo 200. In sveti papež Pij V. je zapovedal, naj povsod molijo rožni venec, da naj gredo vojaki spovedi, da naj mašujejo maše za njih in tako naprej. In na koncu so zmagali in vsi so to zmago pripisovali Devici Mariji. In od takrat imamo 7. oktober, mesec tudi rožnega venca, 7. oktober, rožnovensko Mater Božjo. Ali pa recimo Marijino ime, 12. september. Leta 1683 je bila bitka pri Dunaju in tam je bila zelo podobna zgodba, nemogoča zmaga, ampak z rožnim vencem se je dalo. Pa še eno stvar vam povem. Nisem hotel povedati, ampak to jim tudi povem. Bitka pri Sinju, Gospa Sinjska, kakor pravijo Hrvati, tudi tam so pripovedovali, da so Turki videli Marijo, ki je hodila okrog po obzidju in tam so vsi isto bitko zmago pripisovali Devici Mariji. Ali pa naprimer zgledi svetnikov. Naprimer, zelo lep zgled je sedi Don Bosco. On je bil vzgojitelj mladine. In on je svoje življenje, svoje pastoralo mladih postavil na molitev rožnega venca. On je rekel, to je zame temelj, na katerem jaz gradim z mladino. Ali pa sveti Maksimilijan Kolbe, ki je naprimer vedno, ko se je vrnil domov, v samostan spraševal svoje brate, če ste streljali hudiča in ste mi mislili, če ste molili rožni venec. Ali pa naš svetnik, blaženi Alojzij Grozde, ki je vsak dan molil rožni venec. Pa še en primer in en čudež se mi zdi neverjetno lep. In sicer takrat, ko je padla atomska bomba na Hirošimo, je v radiju 2 kilometrov preživelo 8 ljudi. In jedrski inženirji so govorili, da je bilo na tistem mestu 11 do 17 tisoč stopinj Celzija, da je bilo na 1 kvadratni centimeter tono pa 700 kil pritiska in teh 8 ljudi pa ni bilo popolnoma nič poškodovanih. Ko so jih vprašali, kakšen je razlog, da ste vi preživeli, so odgovorili tako zelo preprosto, ker se je v tej hiši vsak dan molil rožni venec. Poznam enega fanta tudi, ki je pri 14 letih slišal od nekega duhovnika, da ni težko vsak dan moliti rožni venec. In je rekel, če pa ni težko, bom pa vsak dan molil. In je rekel, da prvi teden mu je bilo težko, potem jim pa vsak dan trenutek je točno vedel, zdaj pa Bog želi, da zmolim rožni venec. In če ga ni takrat zmolil, ga je molil ob 11. zvečer, ampak bil je pa vztrajen. In ta fant je zdaj star 19 let in to je, veste, vam povem, če bi jaz pri svojih 19 letih tako polovico toliko razmišljal dobro kot on, polovico toliko vere imel kot on, Bogu hvala. Če bi se ti Marija danes prikazala in bi ti razdel svoje srce, svoje življenje, potem sigurno ena stvar, ki ne bi pozabila, je moli vsak dan rožni venec. In če vam v družini, če ti v osebnem življenju uspe vsak dan zmoliti rožni venec, en del rožnega venca, mislim, da si zmagal.